Sem Maja Koršič Potočnik, odvetnica in vaš hudič advokat pri temah, o katerih imamo vsi svoje mnenje ali prepričanje, v javni debati pa največkrat ne najdejo mesta. Danes je z mano Marko Podgornik Verdev. Tako. A te lahko prosim, da se predstaviš tako, kot želiš biti predstavljen? Lahko enega od svojih govorov poveš, ko si se mogel že neštetokrat predstavljati. Ja, pa veš, kaj vsakič drugače, odvisno od konteksta. Sem Marko, imam 3 sinove, iz prvega zakona ženo, iz drugega zakona moža. Sem podjetnik, že 30 let, vodim podjetje Mikropolo v Mariboru, ki zaposluje 150 ljudi. Ukvarjamo se z laboratorijsko opremo, proizvajamo laboratorijsko pohištvo. Drugače pa sem človek, ki odkrito govori o sebi, ki proba razbijati, oziroma nekaj poskuša, ampak ki se trudi razbijati tabuje. Predvsem pa govorim o duševni stiski, o tem, da sem istospolno usmerjen, da sem zbolel za HIV-om in tako naprej. Super, mi je v predstavitvi vzel vse ključne točke. Okay, Kaj si želela? Najlepša hvala. In na prvi pogled bi bilo res najbolj logično, da bi se midva pogovarjala o tvoji relativno nenavadni podjetniški poti, tlakovani z precejšnjo mero drugačnosti, pa poguma, pa nekih izzivov. Potem sem pa jaz prebrala tvojo knjigo Govorim in sem ostala brez besed, ti govoriš, bralci ostajamo brez besed in je tema, ki se je kar sama ponujala, bila vse kaj drugega kot podjetništvo, in sicer sex, drugs and rock and roll. A se lahko v teh stvareh potem pogovarjal? Seveda. Glede na to, da... Tega nisem povedal v svoji predstavitvi. Po tem vrstnem redu, zdaj, glede na to, da si na očeh javnosti, zato ker si podjetnik, zato ker se pojavljaš s tovrstnimi temami, ker imaš svoje mnenje o tem, je to seveda drugače, kot če bi bil nekdo, ki bi živel za 4 stenami, ki se ne bi izpostavljal. Zato so te teme veliko bolj zanimive, pa veliko več vprašanj se poraja. Pa začneva sex, drugs and rock and roll. Seks. Povedal si istospolna usmerjenost, hkrati imaš pa nekdanjo ženo in za sabo koliko let zakona? 15. 15 let zakona. Moramo popredalčkati, v Sloveniji moramo se popredalčkati, torej biseksualec, ne homoseksualec. Ne vem. Ja, meni je... To je pomembno. Ja, meni ni pomembno. Jaz tako v knjigi pišem, predalčkanje na nek način sovražim, ker se mi zdi, da noben je črno-belo, nekoga potisniti v nek predal, pa reči, da je pa tak, ni. Jaz na seks gledam zelo odprto. Zdi se mi spolnost zelo pomemben del partnerskega odnosa. Res zelo pomemben. Ne samo zdi, prepričan sem, da če kemija v seksu ali v spolnih odnosih s partnerjem ne štima, da potem pač ali skačemo čez plot, ali pa najdemo drugega partnerja. Zato se mi zdi res to pomembno. In zelo pomembno se mi zdi, da v spolnosti iščemo tisto, kar morda niti ne vemo, da obstaja. Pa ti bom razložil, kaj s tem mislim. Sam sem imel že kot mladostnik neko zelo bujno domišljijo, ki me je peljala velikokrat v misli, ki so se mi takrat kot najstniku zdele, da sem bolan, izprijen, da to pač ni normalno. In tudi postavil sem si neke meje, kaj bi pa rad v seksu doživel in kaj so bili po moje neki vrhunci, ki jih človek ali pa moško telo lahko doseže. In nekaj let nazaj, mislim, da je rekel mogoče 6-7, ko sem prvič prišel čez to, oziroma ko sem doživel občutke, za kateri niti sluto nisem, da sploh so možni, da je kot moški lahko doživiš. O kakšnih občutkih govoriva? O recimo orgazmu. O spolnih užitkih. O orgazmu, o tem, kaj ti prija, o nekih občutenjih med spolnostjo, ki na moškim nikoli niso bila nepredstavljena, sploh ne vemo, da obstajajo. In ko sem enkrat presegel oziroma doživel nekaj, za kar nisem sploh verjel, da obstaja, sem ugotovil, da nimam pojma in da je
tudi spolnost eno vesolje, ki ga lahko raziskuješ celo življenje. Okay. Odkje v rani mladosti občutki, da si bolan, izprijen? Mislim, odkje ta vrednostna sodba? Smo se pogovarjali o seksu, ko smo bili mladi? So nas starši naučili, kaj je spolnost? Če je kdo videl mamo in očeta, da sta imela spolni odnos, je sošolec rekel, veš, kaj sem videl, mama pa ta sta seksala, o moj bog. Ne? To je vedno delovalo kot, to je nekje, vsi to počnemo, ampak o tem ne govorimo in ne, iz knjig spolna vzgoja, ki so išle, smo pač velikokrat videli samo misionarski položaj. Okay, ampak od tu da otrok ali pa mladostnik zaključi, da je izprijen, je pa še kar dolga pot. Je ravno iz domišljije. Ker moja domišljija, moja fantazija je šla pa preko tega, kar bi naj bilo normalno. In, v tej domišljiji, pa če to potem še dodava, da imaš že tako ali tako bujno domišljijo, da bi rad poskusil vse živo, kar bi velika večina ljudi rekla, da so to že ekstremi, pa so ekstremi še bistveno hujši. Pa če te zanimajo tako moški in fantje, in o tem se sploh ne govori in to je vse prepovedano, potem pač misliš, da je s tabo nekaj narobe, ne z ostalimi. Ampak, a so kakšni ekstremi v seksu, ki so pa vseeno no-go zate v tem trenutku? Seveda so. Verjetno tudi povezani s kakšnimi dejansko pravnimi omejitvami, moralnimi. Mislim, zagotovo počnem stvari, ki obema, ali pa bom zelo iskren, ali pa vsem, ki smo vpleteni v nek spolni akt, ustrezajo. Zame so ekstremi, ne vem, kadarkoli bi se pojavila kri, blato ali kaj takega, to je za mene. Otroci in mladoletniki. To pa tako, mislim, tega pa sploh ni, mislim, tu. Sprašujem zato, ker epizoda pred najino je govorila o žrtvi spolnega nasilja, mladoletni od 12. do 17. leta in zato v bistvu sem še pod vtisom tega, da... Ne, to je pa za mene, mislim, seveda, mislim, vse, kar je zame je meja tam, seveda vse mora biti legalno, pa da ni pač, da ne škodi drugemu, kar pomeni, mislim, niti v življenju ne bi pomislil na mladoletno osebo. Jaz iz knjige vem, da si ti v bistvu od malega vedel, da te privlačijo moški. Ampak kljub temu si na nek način to, rečemo, potlačil, ali bi ti uporabil kakšen drug izraz, in se v bistvu poročil in bil 15 let v heterogeni zakonski zvezi? Ne bi rekel, da sem potlačil, zato ker sem to Mateji, moji bivši ženi, takoj povedal, da pač imam spolne odnose z obema spoloma in tudi s tistimi, ki so vmes. Hotel sem v odnos stopiti zelo odkrito in meni osebno se to ne zdi nič takega. Da bi za to zdaj moralo biti nekako obsojanje vredno ali kakoli. Vedno pri meni, če bi šel z mladosti, je bil ali bila punca, pa je bil pol fant, pa je bila punca, pa je bil fant, pač odvisno. Bila je pa ena razlika, da so me moški v bistvu bolj seksualno privlačili in to z vidika, ker mi je moško telo bilo bolj poznano in užitki so bili bistveno, ne morem reči boljši, ampak na čisto neki drugi ravni, ki sem jih doživljal z moškimi, kot pa žensko. Pa oboje mi je všeč. Nisem se pa včasih znal v moškega zaljubiti, vedno mi je to nekako ni bilo sploh, to se mi ne more zgoditi, se mi je zdelo. In se vedno, če sem bil zaljubljen v žensko in z Matejo je to bila res ljubezen, ki se ni zgodila na prvi pogled, ampak je zrasla in midva sva, to vedno povem tudi, kdo si misli, da prikrit gej, potem ima ženo in v bistvu žena trpi. Jaz sva imela zelo aktivno spolno življenje skozi celoten zakon, do konca. Tako da v bistvu meni nikoli ni bila to krinka ali pa neko prikrivanje, vedno sem o tem odkrito govoril. Pa je ona vedela za tvoje spolne odnose z moškimi? Med najnim zakonom? Ja, za kakšnega kdaj ja, za večino ne. Pa ne. Okay. Kar ne veš, ne boli, praviš. Veš kaj, to sem jaz doživljal vedno na nek drug način. Meni je bilo, jaz imam svoj pogled na to, in varanje je zame vedno čustveno.
Ne? In jaz Mateje nikoli nisem prevaral žensko, nisem imel niti te potrebe, ker sem dobil vse, je bilo moja fantazija, pa tudi mi, da nismo imeli samo misionarski seks, da ne bo zdaj to zgled, ne, tako zvenelo. Kaj sem zdaj rekel? Da je bilo varanje čustveno Ja, in da in v ko resnici sem- to če ni sem bilo šel- varanje. Če sem šel z moškim, tega res nisem dojemal kot varanje. Res ne, mislim, sem imel Kaj pa ona? neko. Mateja je na to gledala drugače. Ja, verjamem. Ne, na to je gledala malo drugače. Ona je sicer enkrat mi povedala, da si vedno mislila, da bo ona meni že pokazala, da jaz moških ne rabim. Ne? Ampak nisva na to tako strogo gledala. Bolj oba dojemala, da je seks lahko tudi samo mehanski. V bistvu, da lahko greš v nek spolni odnos tudi samo iz to, kar v bistvu seks tudi je. Ne? Biološka potreba človeka. Ne za ravni čustev. Kaj zate pomeni, da zaljubiti se? Nisi se mogel zaljubiti v moškega, zaljubil si se v žensko. Kaj to pomeni? Ali pa kaj ta izraz opisuje zate? Zaljubljenost je seveda drugo od ljubezni. Ne? Od ljubiti nekoga ali pa biti zaljubljen sta za mene dva zelo ločena pojma. Zaljubimo se v človeka na začetku. Jaz ne verjamem, da lahko nekoga od prvega trenutka ljubiš, v bistvu se v njega zaljubiš. Zaljubljenost je zame tisto, ne, ko vsakih 5 minut gledaš na uro, ali si že dobil kak SMS, kdaj te bo nekdo poklical, ko imaš metuljčke v trebuhu, ko ne moreš spati, ko ne rabiš jesti, ko vidiš kak kamni cvetijo. Ljubezen je pa nastane potem iz nekega, bi rekel, razumevanja, spoštovanja in predvsem, kar danes vidim, sprejemanja. Ne, da popolno, ampak res v popolnosti, kar je zelo težko, ampak da res v popolnosti sprejmeš človeka kot partnerja, takšnega kot je. In da če ti kaj na njem ni všeč, da to pri sebi spremeniš ali pa sprejmeš. Ne, ker drugega človeka spremenjati se ne da, mu težiti, ti moraš to na sebi spremeniti, je zame neproduktivno. In jaz vedno rečem, se lahko to ponotranjim, lahko to sprejmem, lahko s tem živim, in če odgovorim, da pač sprejmem in gremo naprej. Okay. V vajinem zakonu so se rodili 3 sinovi. Koliko so danes stari? Letos bodo 15, 18, 21. Kako pa oni gledajo na vse skupaj? Torej, na dost nekonvencionalno situacijo, ko je njihov oče se še vedno dobro razume z mamo. To vem iz knjige. Tudi sicer vem, sta povezana, sta skladna starša, skupaj vzgajata te otroke, se razumeta. Hkrati je oče zdaj poročen z moškim v relativno majhnem okolju, kjer pač to vsi vejo vse. Kako se je pa to na njih kaj poznalo? A so bili kdaj deležni kakšnih negativnih komentarjev? Verjetno to ni vprašanje, kolikokrat in kako so se s tem soočali, kakšne vprašanja oni zastavljajo, konec koncev poslušajo podcaste, kot je najin, kaj si mislijo. A jim je kdaj narodno reči, da je fotara, lahko se malo umiriš? Veš, da sem jih vprašal to enkrat, pa ni tako dolgo nazaj. Sprašal otroke, če se jim zdi, da sem preveč. Da imajo kdaj zaradi tega težave. In na moje zelo navdušenje so vsi trije rekli, da so zelo ponosni, da sem njihov oče, res zelo ponosni. Mi imamo en poseben odnos. Vzgoja je na pol permisivna, na pol represivna. Jaz ne verjamem v nobeno skrajnost. In z otroke sva vedno imela zelo odkrit odnos in ničesar nismo skrivali. Ničesar, res ne. Ničesar nismo skrivali. Mi smo nudisti doma po stanovanju, jaz vedno hodim nag. Mateja je nudistka, mi smo vedno hodili na nudistične plaže. Za nas spolnost ni bila nikoli noben tabu, vsem smo se vedno iskreno pogovarjali. In otrokom sem vedno govoril, da mi je čisto vseeno, s kom so, samo da so oni srečni, ker če so oni srečni, sem srečen jaz. In ko sem povedal, da ko smo jim povedala, da greva na razen in da ima ati pač za fanta, je to za njih pač ni bilo nič posebnega, ker nikoli nismo o tem govorili kot o negativnem, ali pa da bi se delali not iz gejev ali lezbik ali kaj podobnega. In je bilo to za njih čisto kul.
Potem so seveda znana mariborska faca, pa Mateja je bila pripad dancer, kako seveda nas vsi poznajo v Mariboru in to je šlo od ust do ust. Otroci so doživeli v šoli kakšne, predvsem posmehovanja, ampak tu se mi je zdelo zelo pomembno, da jim že na začetku povem, da otroci v bistvu sami tako nimajo mnenja še, ker so še premali, ampak so to v bistvu mnenja njihovih staršev. In da naj ne zamerijo tem otrokom, ker sami po sebi niso hudobni. In na nek način sem jih naučil tudi braniti. Da v bistvu se znajo postaviti nazaj. In vem, da je ta starejši enkrat, ko ga je nekdo zbadal, kam Atiju bolj paše, ali britko, ali Ati reče da. Vem, da mu je ta starejši, kaj me toliko sprašuje, očitno je tako veš zanima, da bi rad probal. In ko to pred celim razredom gre ta besedna igra, je potem bilo za veke konec. Se je nehalo to zbadanje. Znali so se postaviti zase, pa tako ti pravim, vsi pravijo, da so ponosni name in jih kar vidim, da niti ne dovolijo, da bi kdo kaj rekel čez mene. Ampak, ta istočnica je res fajn. Zakaj se ti pa zdi, da ljudje toliko imajo v zvezi s tem zapovedati? Zakaj je to sploh nekaj, o čemer bi nekdo v okviru domačega doma debatiral? Kakšna je spolna usmerjenost tam nekoga? Kakšne spolne prakse on ima? Pojma nimam. Mene iskreno ne zanimajo drugi ljudje v tem smislu, kaj počnejo v privat življenju. Če me nekdo zanima, me zanima zato, ker mi je drag. Najmanj me pa zanima nekdo, ki mi ni drag ali pa ki je nek neznanec in kaj on počne v njegovem življenju, v njegovem prostem času, mislim, da niti sekunde časa ne posvetim temu in ne vem, zakaj ljudje toliko raje govorijo o drugih. Se mi pa zdi, da s tem mogoče na nek način preusmerjajo pozornost in seveda zdravijo svoje frustracije. Ugotovil sem tudi, da je ogromno homofobov, ki so v bistvu prikriti latentni geji. Imam kar nekaj izkušenj, o katerih zdaj lahko govorim, ker so stare več kot 10 let, 10, 15, 20, o mojih moških znancih, ki so vsi imeli partnerke, ampak ko so mene spoznali, pa ko so izvedeli, da pač sem biseksualec, da imam razmerje tudi s fanti, so vsi začeli o tem spraševati in marsikdo je želel z mano poskusiti. In vsakemu sem rekel, ne zdravi ti svojih frustracij na meni, naj odloči se, kaj bi rad. Če bi rad probal z moškim, ga pač najdi. Nisem jaz vaš poskusni zajček, da boste zdaj vsi, ker veste, pač da jaz to sem, poskušali na meni ugotoviti, ali to vam prija ali ne. Ampak nekako so se ljudje z mano lažje o tem pogovarjali, ker pač nimam tabujev, ni zadržkov. Pa je prišel na sceno tvoj mož, sedanji mož. A je bil on razlog za razvezo? Ne, bil je en prej že. Bil je že en prej, Kako je pa prišlo zdaj do tega, da on postane tvoj mož? Oziroma, a je bila tukaj pa kaj zaljubljenosti zraven ali še vedno ne? Ja. Je bila. Meni se je zgodilo na enem službenem potovanju ravno ta sex, drugs in rock and roll. To, kar si me na začetku vprašala, če je Mateja vedela, ni vedela, ker sem to počel v glavnem v tujini. Iz dveh razlogov. En je bil ta, če sem iskren, da ni izvedela, drug razlog je bil pa ta, da nekaj, kar je daleč od oči, je seveda pač, kar se zgodi na Majorki ostane. In nekako po tem principu se mi je zdelo, da sem bistveno bolj varen, da bi se na koga navezal. Potem pa sem na enem službenem potovanju na Majorki pač izkoristil za en skok čez plot z enim fantom, Nemcem, ki je tam živel. Kaj se pa je končalo tako, da sva se v bistvu z Matejo razšla. Zaljubil sem se takrat, bil sem sam nad sabo presenečen, da celo tako močno, da sem v bistvu, mislim, da v enem tednu sva z Matejo se pogovorila. Sploh mi je bilo pa pomembno, da človeka, ki ga imam rad, tako kot jo imam še danes, ne pustim v neki negotovosti ali pa da ji lažem, da ji dam možnost, glej, jaz sem se tako odločil, zaživi na novo, čim prej. Super. In je zaživela na novo. Seveda je bilo težko, ni zdaj briskala od veselja, šla čez hude čase, ampak mislim, da je to najbolj pošteno do nekoga, da če že so tvoja čustva in tvoja glava pri nekom drugem, da se spodobi, da partnerju to poveš res takoj. Kako se zdaj otroci razumejo s tvojim možem? Odlično.
odlično. Lahko ti povem eno anekdoto. Ta mlajšega je peljal enkrat k zdravniku ko je na rentgen in ko na rentgenu je rekel zdravnik, ne pride ati s tabo, ne, in je rekel, ne, to je moj očim. Tako da sprejemajo to zelo, ne, in moji otroci se pohecajo, da imajo pač eno mamico in 3 očete. In jim je to čisto vsakdanje. Aha, 3 očetje so, še Matej in Še partner. Matej in partner, pa midva z Gašperjem. Ja. Če ti ne bi imel 3 otrok, da ne bi imel nobenih otrok, in bi bilo morda aktualno vprašanje otrok v homoseksualnih oziroma v istospolnih zvezah. A imaš kakšno mnenje v zvezi s tem? Imam. Pozitivno. Pozitivno lahko ti povem zgodbo. Najni 3 otroci so v bistvu velikokrat, če so z mano in mojim možem, dobro, zdaj so že veliki. Ne? Mi dva z Matejo sva že 11 let razvezana. Takrat je bil Brin star 4 leta, ja, če bo zdaj 15, ne, to čisto bila druga dinamika. Zdaj sem vprašanje izgubil. Istospolne zveze in otroci. In jaz sem vedno rekel, ko so govorili, če bosta 2 partnera istospolna imela posvojila otroka, bo ta otrok zagotovo ne vem kaj. Ne. Moji otroci, jaz jih še celo včasih namenoma malo, kako bi rekel, provociram, če so jim všeč tudi fantje, ravno zato, ker hočem dokazati tudi sam sebi, da je homoseksualnost genetsko pogojena in da tudi izvira iz vzgoje delno. In moji 3 otroci se vedno navrnujejo, niti slučajno me ne zanima. Ne? Nimajo odklonilnega odnosa, ali pa negativnega, ampak pač ne zanima. In zato se mi je zdelo vedno, da sam dokazujem, da moji otroci, ki že 10 let so del tudi istospolne zveze, jih to niti malo ne premakne, da bi o tem razmišljali. Po drugi strani imam pa, oziroma sem imel, zdaj je še samo ena pred nas, 2 sodelavki, lezbični par, ki sta pa si želeli imeti otroke. Seveda v Sloveniji to ni bilo možno. Skočile sta 9 km iz Maribora na sever, v Avstrijo. Imata danes 2 punčki. Tam je seveda to bilo možno, poročili sta se in sta zdaj mamici 2 otrokoma. In pogledati to družino, meni je vedno toplo pri srcu in se mi zdi, da vse to, kaj ljudje govorijo samo iz nekega neznanja in iz strahu, da ne vem, bi kakoli narobe v taki zvezi. Sam da povzamem, torej po tvojem mnenju, kakšno je tvoje stališče? Homoseksualnost je kaj, genetsko pogojena ali stvar vzgoje? Eno in drugo, jaz mislim, da eno in drugo. Jaz mislim, da neka genska predispozicija mora biti, ki jo pa vzgoja potem lahko malo omeji oziroma predrugači, no, če bi tako rekel. Ugotavljal sem, da mene je vedno zanimalo, zakaj. Ne, ker to ni zavestna odločitev in včasih ljudje velikokrat, ko imajo kaj proti gejem zapovedati, jaz jim rečem, če bi si lahko zbirali, zagotovo, jaz ne poznam, nisem še srečal geja, ki bi rekel, veš kaj, če bi se še enkrat rodil, bi si prav želel biti gej. Vsak od nas reče ne bi si tega želel, zato ker bi pač bilo lažje. Ne. Tako da ne... Ni zavestna odločitev. Ni zavestna odločitev, no to sem hotel reči. Sem pa, ker me je to zanimalo pri sebi, začel opazovati druge, in lezbike, in geje, in raziskovati njihovo družinsko ozadje, ker me je zanimalo, če so kje, sam pri sebi sem imel nek indic, kaj bi lahko bilo. In potem sem ugotovil, da res, zakaj je bistveno več gejev kot lezbik. Verjetno nisi o tem še razmišljal. A je, to je statistično? Ja, statistično lezbik je bistveno manj kot gejev. In ta moja teorija izhaja iz tega, da na nek način vsi v odraslosti iščemo ali pa tisti del starševstva, ki nam je v mladosti bil, ki ga je bilo manj. Ne? In ponavadi moški imamo, oziroma tako moram reči, očetje smo slabši pri vzgoji kot mame. Manj prisotni? Manj prisotni, manj smo zraven, manj mogoče se upamo v čustvih pogovarjati, manj tega delimo. In potem moški, ki imajo pomanjkanje očetove figure v svojem otroštvu, se mi zdi, da so potem prej postanejo geji. Mi dva z očetom mojim se odlično razumeva,
ampak če nazaj analiziram, sem jaz bil bolj mamin, brat pa bolj očetov. Ker brat je bil športnik, brat je bil za vse pizdarije, jaz sem bil pa bolj nežen, in midva z mamo smo se več ukvarjala, oče pa z bratom. In potem, ko gledam lezbike, ugotavljam, da imajo pomanjkanje mamine figure v vzgoji. Zato verjamem, zato je tudi se meni pozložilo, vse je logično, da jih je manj, ker je bistveno manj mater, ki manjkajo v tej vzgojni. Zanimivo. To je pač neka, ki se mi je potem z leti potrjevala, ker vsakega geja, ki spoznam, in če preverjam njegov odnos z njegovim očetom, je ponovadi ta odnos krhan. In je zelo močen z mamo. Ok, preskočiva malenkost, ampak ne prav zelo daleč. Nekje along the line si dobil virus HIV. Veš kdaj? Veš kje? Ne vem, predvidevam, da s takratnim fantom, to je bilo leta 2014, ravno na Majorki, pač v enem tem času, prej ali potem. In ugotovil si tako, ker je najprej on ugotovil, da je okužen. Tako, on je šel k zdravniku, bil je nekaj prehlajen, pa je šel pa rekel, če sem že tu, dajte mi vzeti, če je pač briz za vse. In ja, ugotovil, da je HIV pozitiven. Takrat me je v bistvu sesulo, res dobesedno sesulo, predvsem zato, ker vsi vemo, da HIV obstaja, potem pa ne ve, kaj pomeni, ko ga dobiš. Informacij je zelo malo, in seveda človek misli, da pa niti se nisem mogoče ustrašil, da bom umrl. Bolj me je bilo tisto, zdaj se pa gotov v smislu, ostal boš sam celo življenje. To je bila tista moja največji nek strah. Tukaj je res treba to pojasnilo dati. Ko smo bili mi majhni, pač naša generacija, je bil HIV pa AIDS res velika stvar. Jaz sem zdaj tudi pred kratkim gledala eno gledališko predstavo Angeli v Ameriki, ki se 5 ali pa 6 ur ukvarja s to problematiko, in tam nekje med letom 85 oziroma 85 in 88 je tako v milijone so šle žrtve AIDS-a, to je bilo res grozno, in seveda tudi aktivnosti, ki so bile temu namenjene. Mi smo odraščali, 1. december je dan boja proti AIDS-u, opozoril v šoli smo imeli veliko tega. In potem je res, potem se je pa nehalo govoriti o tem. In ko sem začela jaz tudi raziskovati tudi zaradi te gledališke igre, zakaj, sem dejansko ugotovila, da je to zato, ker so zdaj zdravila, ker je to izredno obvladljiva bolezen in da v bistvu lahko zdravili bolezni onemogočiš, da sploh pride. A nam poveš kaj več o tem? Ja. Kako to izgleda, kaj to pomeni? Ja, najprej moram reči, najprej bi rad čisto to, kar velika večina ljudi ne razume, to sta pojma HIV in AIDS. HIV in AIDS ni isto. HIV je okužba z virusom in če te okužbe ne zdraviš, pride v bolezen, ki se je reče AIDS. To, kar si rekel, da se danes ne govori več o tem, verjetno zato, ker so zdravila, jaz mislim, da bi se vseeno moralo govoriti. Zaradi tega, ker ti, ko zboliš za HIV-om, načeloma, v veliki večini, nimaš nobenih simptomov. Simptomi, ki se pojavijo, so mogoče lahko nekajdnevna driska, mogoče povišana telesna temperatura, ampak te simptomi to so simptomi, ki se zgodijo, niso samo za HIV, da bi zdaj rekel, to imam, to je pa ziher HIV. In še zmeraj bi morali ozaveščati, predvsem zato, ker HIV je obvladljiva bolezen, če jo dovolj hitro zaznamo. Zelo podobno kot pri raku. Ko človek enkrat, in HIV-a ti v bistvu ne čutiš, ne boli tako kot rak, ko pa zaboli, je pa že AIDS. To pomeni ti, če se ne testiraš, če se ne informira o tem, potem pač ljudje zelo veliko tvegajo, če se redno ne kontrolirajo ali pa ne hodijo na teste, se jim pač lahko zgodi AIDS in pa je zelo nevarno. Zdaj pa, da še pojasnim HIV. HIV je pač virus, ki v bistvu ubija imunski sistem, oziroma celice CD4, ki jih imamo vsi tam okrog, zdrav človek, pri nekem dobrem imunskem sistemu okrog 800, in te celice vztrajno in počasi virus napada. In ko pade število to celic pod 200, ti v bistvu zboliš za nekdo pihne tebe, pa že imaš pljučnico. Ker vse vemo, bakterij, virusov na sebi imamo ogromno cel čas. Zato je zelo pomembno, da mi z zdravljenjem v bistvu virusu preprečimo širjenje, virus se skrije, neha napadati imunski sistem in imunski sistem se dvigne na normalno raven,
virus v krvi pa postane nezaznaven, torej ni ga več možno najti. Kar pomeni, da v bistvu ti nisi več kužen, ne moreš virusa prenašati, lahko imaš spolne odnose nezaščitene in se ne more nikomu nič zgoditi. Pač vsak dan moraš pojesti tabletko. To je edino. Pa vsake 3 mesece. Tudi recimo ženska, ki bi imela HIV, na zdravilih lahko zanosi, rodi pa vsem zdravega To otroka. pa zdaj ne vem. Mislim pri ženski, ampak verjamem, Tako je, da... ja. Aha, To sem zdaj jaz. To me ni raziskavo zanimalo, naredila. mislim, nisi tega raziskovala. Tako da dejansko je tudi otrok zdrav, ni več, se več ne prenaša virusa na otroka. A imajo ta zdravila vsak dnevni odmerek kakšne stranske učinke? Ne, mislim, lahko imajo, jaz moram reči, da zelo dobro prenašam. Meni so sicer menjali ene tablete, zato ker tisti čisto prvo je imel eno posledico na ledvice, ampak ne, nič ni bilo kritičnega, ampak smo rekli na dolgi rok bolje, da menjamo. Načeloma ne, jaz sploh, pozabim, sploh ne vem, da sem vzel, nimam nobenih stranskih učinkov. Mogoče bi pa še nekaj dodal. Pomembno je pa še eno drugo zdravilo oziroma preventiva. Zdaj že nekaj časa obstaja PrEP. Zdaj čisto strokovnega izraza ne bom znal povedati, pa ga zatorej ne bom. Gre pa za zdravilo, ki je v bistvu kot neka kontracepcija pred HIV-om, ki jo ti tabletko vzameš, 2 tableti, mislim, da imaš vsaj najmanj oziroma v roku 24 ur do 2 ur pred nezaščitenim spolnim odnosom in po spolnem odnosu še 1 ali 2 tabletke in v bistvu preprečiš okužbo. Kar pomeni, da se lahko v bistvu zaščitiš preventivno in ne moreš dobiti HIV-a. Seveda nič ni 100%, ampak se tudi kondom ni 100%. Ne? A ta zdravila se dobijo v lekarni brez recepta? Ne, zaenkrat pri nas ne. Moraš iti na pregled k specialistu za spolne bolezni, da te pregledajo, dobiš potem na recept ta zdravila. Okay. In jih dobivaš na obnovljiv recept? Nimam, veš kaj, jaz jih zdaj ne rabim. Razumem. Jaz jih ne rabim in nimam toliko. Ok, zmenjeno. Ne vem. Ampak zdaj samo še eno vprašanje. Recimo, to se je že vsaj meni zgodilo kdaj. Greš na dopust in ta zdravila pozabiš doma. Kaj narediš? Ne greš na dopust. Brez zdravil? Ni šans. Kaj pa, če jih na letalu pozabiš? Veš kak, to je ena taka... Na začetku so me toliko preparirali s tem, nevarno je, da v bistvu virus, če ti en dan ne vzameš zdravila, je virus, v bistvu telo ni zaščiteno in virus začne se spet razmnoževati. Ampak zdaj, mogoče, ko malo več laiki vemo o virusih, če se spomnimo pandemije, virus je mutiral. Se spomniš, koga je bilo virus, je mutiral, ne deluje več. COVID virusa, ne? Ja, o COVID-u govorim, ja. In tudi vsak virus lahko mutira in tudi HIV virus mutira. In nevarno je, da če ti te zdravil ne ješ, ne vzameš vsak dan, da bo virus, zato ker bo spet prišel, bo stal aktiven, lahko mutiral in potem tebi to zdravilo več ne bo pomagalo. In si s tem v bistvu v smrtni nevarnosti. In zaradi tega, recimo, jaz striktno na letalo tablete vedno v nahrbtnik in nahrbtnik z mano. Tablete še nikoli niso šle v oddano prtljago. Ampak veš, kaj to nekako, to je mislim, da tako pri sladkornih bolnikih, ko ne moreš pozabiti, ker to pač, mogoče se mi je zgodilo, da sem 2-krat pozabil zjutraj vzeti, ko sem se peljal v službo, pa sem se pač iz službe peljal domov. Ok. Tretja tema, drugs. Zelo veliko se govori, zdaj spet zakaj se govori, ampak se sliši, partiji, mamila, med podjetniki, veliko kokaina, veliko tudi drugih drog. Ti v svoji knjigi zelo odprto o tem govoriš, opišeš tudi svojo pot od začetka, kako si začel, kako si stopnjeval, zakaj si stopnjeval, kaj je botrovalo temu, da si mamila jemal, v bistvu so to seks droge, v bistvu jih tako poimenuješ na nek način. Do trenutka, ko je prišlo do tega, da si začel jemati mamila na iglo. Kako je danes s tabo? A še vedno jemlješ mamila? Občasno? Nikoli? Redko? Najprej morava definirati mamila. Okay.
Izvoli. Ne, hecam se zato, ker zame je tudi cigaret, mamilo in tudi alkohol. Ne? To so vse druge. Se strinjam. In zato nimam rad tega, rekel, mogoče celo hinavščine, ne? Da alkohol, nekdo, ki je odvisen, ne, ki zapade v alkohol, se nam smili, nekdo, ali pa ga obsojamo, manj kot nekoga, ki je se pa začel drogirati, ne? Z drugimi drogami. Ne? Zame je to identično. Droge. Moj pogled na življenje je pač, da je življenje nam ponuja toliko stvari, kratko je in bedak bi bil vse sam zase, če ne bi poskusil stvari, ki jih predvsem daje narava. Tako da pri marihuani bom, mislim, da ostal vse življenje, tega ne skrivam, ne tajim. In tudi vsi umetniki in vsi, ki so zelo kreativni, mislim, da si svoje čakre odpirajo zdaj s kakšnim jointkom. Trava zraste v naravi, torej narava nam jo je dala. In ne vem, zakaj imamo tako gonjo proti temu. Tobak, ki je bistveno bolj nevaren in povzroča odvisnost, ga pa v bistvu ne dovolimo. Droge. Probal sem res marsikaj, pristal na koncu na igli, na kokainu. Tako bom rekel, nisem izključil vsega več iz svojega življenja, zato ker se mi zdi vseeno še bi rad kaj sprobal, pa kdaj užival. Kokain se še pojavi, ampak moram reči, da je to zdaj razmerje v 100:1. To pomeni, zdaj sem toliko močen in zveziran, da tudi če eno črtico potegnem, lahko potem pospravim, pa je to ostane v omari tudi lahko 3 tedne, mesec dni. To sem hotela vprašati. Torej, kaj se je zgodilo? Zgodilo se je, da si se ti dovolj okrepil, da lahko potegneš črto. Tako. Ker v knjigi pišeš o tem, da preprosto kokain oziroma tudi druga mamila niso Kot krompir za ozimnico sem napisal. Krompir za ozimnico, ki ga pospraviš in se vrneš, ko ga rabiš, oziroma ko ga... Če ti greš če zapadeš v, tako bom rekel, ne, če ti droge uporabljaš takrat, ko si psihično res močen, fizično močen, ko jih uporabiš za neko razvedrilo ali pa za da te dvigne ali pa da greš v neko drugo stanje namesto alkohola ali pa česarkoli, ali pa da ti odprejo čakre, da te sprostijo pri seksu, je to nekaj. Ne, če pa ti začneš droge uporabljati zaradi tega, da lažje preživiš dan, je pa to nekaj drugega. Ne? In takrat, ko jih uporabljaš za to, da lažje preživiš dan, takrat seveda ne moreš gledati tam na policiji, ker pač ne, veš, da tam je in rabiš. Ne? Kaj se je pa zgodilo? Ali pa a znaš povedati, kaj se je zgodilo s tabo, da so droge v enem trenutku postale sredstvo, s katerim ki si ga rabil, da si preživel dan in ne več samo razvedrilo? Zdaj, ko gledam nazaj, jaz mislim, da se je začela moja pot v brezno izgorelosti, v depresiji, anksioznosti, ki je takrat nisem pač prepoznal na ta način, ker v to niti nisem verjel in verjel sem, da sem dovolj močen karakter, da se veš, ne, pa meni se pa to res ne more zgoditi in tudi droge, da bi jaz zdaj postal odvisnik, niti slučajno. Potem je bilo pa v poslu zelo turbulentno, bili so covidni časi, naše podjetje je pač v tem času zacvetelo še bolj kot je. Mi smo v 2 letih podvojili naš promet iz 17 milijonov na 32, kar je, ni to preskok iz 50 jurjev na 100. Ne vem, noro zaposlovali, nismo se več ukvarjali sami s sabo, imel sem še potem neke ljubezenske težave in tako, to je bil nek splet okoliščin vsega skupaj, da na drogi pač je življenje lažje. Ne? In potem dan mine, takrat sploh, ko smo bili izolirani, pa si sam, je dan pač spuhtel. Zdelo se mi je, da sta minili 2 uri, pa je bil cel dan mimo. Ne? To se je zgodilo. V bistvu vedno, jaz ne verjamem, da lahko zdravega človeka fizično in psihično droge potegnejo v neko odvisnost. Ne? Vedno se mora zgoditi več faktorjev. Koliko je v našem družbenem prostoru, na zabavah, na zaprtih zabavah, odprtih zabavah drog v resnici? Neverjetno dosti. Preveč. Mislim, zagotovo preveč. Sam sem ravno, ko sem prej rekel, da lahko zdaj potegnem črtico. Veš, zakaj se to tudi zgodi? Ker droga ti v bistvu naredi na euforijo. Ne, počutiš se boljše, padeš v tudi če imaš spolne odnose, so ti bolj intenzivni, boljši, bolj doživljaš, bolj si sproščen, bolj mogoče upaš narediti nekaj, kar drugače ne bi.
In seveda, ko imaš tako doživetje, si rečeš, aha, če bom naslednjič vzel malo več, bom to še dvignil na en višji nivo. Ne? Tako se to začne in potem ti to nehote ali pa podzavestno stopnjuješ, zato ker je ta užitek toliko večji, da seveda, naslednjič, če vzamem malo več, bo še boljše. In dejansko je. In pol naslednjič vzameš še več, ker bo še boljše in tudi je. Ampak seveda nekje je meja. Nekje potem priješ do tega, da vzameš že toliko, da pa ni več fajn. Ne? In danes pač vem, da več, ko bom vzel, nič ne bo boljše, da je zelo malo dovolj, da se imam fajn. Ne? In tu se mi zdi, da je to, ko si znaš pol mejo postaviti. Ne? V knjigi lahko izvemo, da v tem prestavljanju mej, iskanju novih užitkov, probavanju vsega, kar življenje še ponuja, si prišel v eni točki tudi na svinganje oziroma orgije, a lahko temu tako? Lahko tudi tako rečeš. Saj v resnici ne vem, kateri izraz bi uporabila, torej organizirane zabave, ki so namenjene temu, da se človek tako ali pa drugače tudi spolno zadovolji. Koliko je pa tega v resnici v našem prostoru? Koliko je to tabu tema ali pa koliko je to nekaj, o čemer bi marsikdo rad razpravljal? Tudi tega je ogromno. Najbolj zanimivo. Mislim, sploh v gej populaciji je to nekaj normalnega. Ne? Ker tako, kot sva čisto na začetku govorila, moški večinoma, če nismo zaljubljeni, seksamo, pa imamo spolne odnose zaradi mehanskega zadovoljevanja in užitkov. In z leti se mi zdi, da mi postaja vedno bolj pomembno, da se imam z nekim človekom fino, da si lahko pričarava užitke, ki so res neverjetno dobri. In nimam to omejitve, ali sva 2, ali smo 3, ali nas je pa 7. Ker v končni fazi mislim, ne vem, zakaj smo si sploh te omejitve postavili. Ne vem, ne? Ampak v gej svetu je to malo bolj, ne bom rekel, ali pa lahko rečem celo normalno. In obstajajo klubi, ki so odprti vsak dan v večjih mestih v tujini, kjer si pač vsak dan seks party. Kaj pa za straight populacijo? Za straight populacijo so pa tudi zabave, ampak so v glavnem swingerske, so tudi naprej na post. Te niso tak, da bi bil vsak dan v tednu nek klub, ampak so bolj ob vikendih ali pa so bolj organizirani party, ne vem, Berlin je recimo sploh znan po takih zabavah. Ampak je tega manj, ker mislim, da ženske predvsem, moški bi tako vsi hteli. Ne? Moški so bolj tisti, ki tudi meni rečejo, imate srečo in pedri, ne? Vi imate vse. Ne? Jaz bi to tudi imel. Pa ne zmeni se svojo ženo, pa ne, zakaj pa ne. Mislim, da se sicer s časom vedno bolj odpiramo in da postajamo vse ti ljudje, s katerimi se jaz družim, bolj odprti tudi do tega. A si hotel reči, da so ženske običajno tiste, ki imajo več zadržkov in ki se tega ne grejo? Ja, in tudi, ne vem, slišim tudi komentarje, ne, moški bi pač radi probali vse živo, ne, ženska ne moreš biti tak prasec, pa ti misliš, da sem jaz spodnja igralka, ne moreš z mano to delati, ne, mislim, da smo predvsem pri vzgoji, ne, jaz, ko so moji otroci meni povedali, da so doživeli nočni izliv, to pomeni, da so pač spolno dozoreli, ne, jaz pa nisem rekel, zdaj pa, ne, jaz sem povedal, zdaj pa lahko seksate, kondomi so tu, poučili smo se vsem, ne, dedek ne bi rad bil še, ampak ne, uživajte, pogovarjajte se s partnerjem, v bistvu sem jim priporočal seks, naj začnejo uživati. Medtem ko ne vem, če sem iskren, ne vem, če bi hčeri isto rekel, ne, zdaj pa mala, zdaj si pa spolno dozorela, zdaj pa začni. Zakaj? Ne vem, To se tudi sam sebe sprašujem, ne, ampak verjetno zaradi družbe, ne, ker jaz vem, da ko sem bil star 18 let, kaj smo rekli, ne, gleda, ta je pizda, ta je jebač, ne, nategne vse, kar leze, ne, če je pa katera isto delala, je bila pa kudba, ne, pa prasica, pa te pa že ne bo nihče, ne. Mislim, zato se mi zdi, da smo tudi kot družba ocenjevali, ne, moški je bil car, če je poseksal 10 punc, punca je bila pa dno, če se je poseksala z 10 fanti. A lahko kaj naredimo danes, da to percepcijo spremenimo? Da nehamo obsojati. Jaz mislim, da moramo nehati obsojati, moramo se začeti o tem pogovarjati. Jaz vidim, da se tudi partnerji ne pogovarjajo o seksu, ne, o spolnosti. Jaz vedno rečem in tudi mojim otrokom, o tem se morate pogovarjati čim več.
Ne? Kako pa vse postane navada. In lahko ti povem primer, ne, še iz prejšnjega tedna, ko mi je mož rekel, tega pa še nikoli nisva počela, pa sem še česa nisva počela. Ne? Ker če bi vse počela že zdaj v 5 letih, bo postalo dolgočasno, tako malo še vedno kaj za sprobati. Jaz mislim, da seks pač je, tako sem na začetku rekel, preveč pomemben, da bi ga potiskali nekam v koce, o njem ne pogovarjali, pa ne eksperimentirali. Seveda v konsenzu in skupaj. Okay, kako naj bi pa potekal, da nimamo pogovor med zakonci, recimo, da imamo straight par o seksu? Kaj naj bi to vključevalo, na kakšen način? Ne vem, midva z Matejo sva se vedno o vsem pogovarjala, tudi na začetku ob raziskovanju teles, daj mi jasno povej, ali ti paše, ali ti ne paše. Ne biti, če ti nekaj ne paše, mi reči, to mi ne paše, ne delaš to v redu. Ne? Ker jaz ne vem, kaj vi čutite, če ne poveste. Lahko seveda pokažete, ampak lahko tudi klinite, ne vem. No, se najprej moraš sama ugotoviti, kaj čutiš, da se lahko sploh pogovarjaš o tem s kom. Ampak če sama svoje telo dovolj dobro poznaš, me lahko usmerjaš. Ne? In mislim, da ta pogovor je zelo pomemben in da jaz tudi povem, kaj si jaz želim, kaj bi jaz rad probal, kaj bi rad, ne? In če imaš na drugi strani zelo odprto osebo, ki razume ali pa je bila vzgojena, da je pač v življenju, ne moreš reči, da nečesa nimaš rad, če nisi probal. Vse pri hrani isto rečemo, ne? Ko otrok reče, mama, jaz tega ne jem. Ja, če še nisi v življenju probal, probaj, potem pa reči ne jem. In jaz mislim, da je v spolnosti. Dopuščaš pa tudi možnost, da kakšne osebe gledajo na spolnost kot na manj interesantna stvar. Zagotovo. Ali pa to preprosto in ne pomeni toliko zelo veliko. Pa je to v redu? Seveda je v redu. Mislim, Vse je v redu. Vse je v redu. Ne? Če ti to paše, pač... Jaz nikoga nikoli ne obsojam. Prvič ga ne poznam, drugič ne poznam njegovega ozadja, tretjič ne vem, zakaj tako razmišlja, in zato tudi nimam rada mene kdo obsoja. Saj nisem še nikoli nikoga prisilil noben seks, nikoli nikoga posilil in nikoli nič delal, kar nekomu ne bi bilo všeč. Marko, jaz bi s tabo lahko zdaj debatirala še 1 uro, ampak imam nek format tega podcasta. Sva že zaključila? Unbelievable, ampak res gre hitro vse skupaj. Daj mi lepo prosim za konec povej, katera je tvoja najljubša knjiga ali pa kaj bi priporočil v branje. Ali pa bom drugače vprašala, kaj te je v zadnjem času od knjig fasciniralo? Še zmeraj, oziroma ja, zelo rad prebiram Oshota, indijskega mistika, ker se v njem zelo najdem, predvsem knjiga o inteligenci, o pogumu, o intuiciji, pa zelo mi je blizu Simon Sinek, Neskončna igra. Ta knjiga mi je pa, ker se mi zdi, da bi jo pisal sam, no? Ker ima res zelo podoben, pa enak pogled na to, da je življenje res neskončna igra. Najlepša hvala. Hvala za povabilo. Hvala, da si bil moj gost. Hvala, da si tako iskren. Ful nam manjka tega v družbi. Manjka, da je sploh nekdo iskren sam do sebe. Kaj šele, da najdem sogovornika, ki so pripravljeni to deliti. Veliko sreče, pa jaz upam, da te nikoli nihče zares ne razočara do te mere, da bi nehal ozaveščati pa govoriti o teh stvareh. Ja, ne bom brez skrbi. Hvala. Hvala. Spoštovani, se vidimo čez 14 dni. Dio! Poslušali ste epizodo podcasta Hudiča advokat, ki ga ustvarjam odvetnica Maja Koršič Potočnik. Podcast objavljam vsak drugi ponedeljek ob 6. zjutraj na kanalih YouTube, Spotify in Apple Podcast. Imate vi kakšno perečo temo, o kateri bi lahko govorili v podcastu? Sporočite mi vaše predloge.